Pozdravljeni! Na veliki nagradi Nemčije v sezoni 2019 je ekipa Mercedesa praznovala jubilej. Praznovala ga je tudi na poseben način, s posebno barvno shemo na svojih bolidih. Ta shema je ponazarjala, kako je nastala ta legenda srebrnih puščic, namreč bel bolid, na katerem se je ta bela barva nekako luščila in pokazala tisto srebrno, tisto barvo aluminija izpod tega. No, poglejmo si malce, odkot ta legenda. Po pričevanju Alfreda Neubauerja je bilo vse malce bolj naključno, namreč leta 1934, 3. junija, je bila dirka v Eiflu na Nürburgringu. Takrat so bila pravila tako določena, naj bi bili vsi bolidi lažji od 750 kg. Mercedes-Benz W25 jih je imel 751 in pritisk takratne NSKK, to naj bi bila organizacija nacistične stranke, neke vrste avtoklub, ki je skrbel za vse to, no, ta organizacija je pritiskala na Mercedes, naj se vrne v dirko, kajti prejšnja na Avusu je bila neke vrste debakel za Mercedes. No, kaj naj bi naredili? Tako Neubauer kot von Brauchitsch sta se domislila, da bi to barvo, belo barvo, to značilno barvo za nemške bolide odstranili in tako dobili tisti kilogram notri. Tako naj bi naredili, prišla je na površino ta barva aluminija, von Brauchitsch je dirko zmagal in po teh radijskih prenosih so se novinarji izmislili ime srebrnih puščic. Od takrat naprej je to postalo nekako zaščitni znak ekipe Mercedes. Bodimo pozorni, to sem imenoval legenda. Legenda zakaj? Ker je kar nekaj točk, ki to zgodbo postavi na laž. Kljub vsemu ni samo Neubauer, ki trdi, da se je to zgodilo, tudi von Brauchitsch je to trdil in tudi Umhaut, znani inženir v ekipi Mercedes. A pojdimo po vrsti, dobil sem v raznih virih 9 različnih točk, ki to dogajanje spravijo rahlo v dvome in nisem upošteval samo tistih virov, ki so enkrat ponavljali določena stališča, gledal sem tiste, ki so jih ponavljali večkrat. No, začnimo s prvo točko. O tej zgodbi, ki sem jo pravkar povedal, do leta 1958 nihče ni vedel nič. Šele po objavi biografije Alfreda Neubauerja je postala znana. Predtem ne. Von Brauchitsch, tisti, ki je potrdil to zgodbo, a šele v drugi izdaji njegove biografije, v prvi jo ni omenil, no, ta von Brauchitsch je leta 1932, 2 leti prej, vozil srebrn Mercedes-Benz SSKL na Avusu. In če se pogleda posnetke radijskega prenosa tiste dirke iz leta 1932, še enkrat ponavljam, je Paul Laven, ta novinar, ki je vodil ta prenos, imenoval njegov bolid srebrna puščica. Če smo točni, uporabljal je izraz, glejte, prihaja srebrna puščica. Ta Mercedes SSKL je še zmeraj med nami. Tretja točka, ki je zelo zanimiva, če pogledamo malce druge vire, če pogledamo uradno stran Audija, pravi, da srebrni naj bi bili tako Mercedes kot Auto Union tip A 27. maja 1934 na progi v Avusu. Od tam ne bi izviralo to. In če piše na uradni strani Audija, imajo tudi kako osnovo za to. Četrta točka. 34. leta je bilo premalo bolidov vpisanih na tisto dirko v Eiflu, da bi veljal tisti pravilnik. Zgodovinsko dokazano. Zato je tam veljal pravilnik Formula Libre. Formula Libre, prosta formula, ni bilo omejitev, še posebej, kar se tiče teže. Pa poglejmo, kaj so pravili tisti, ki so tam bili. Namreč, dobili so leta 1999 enega izmed mehanikov, ki je bil tam prisoten. Mehanik Eugen Reichler je povedal, da Mercedes W25 sploh nikoli pobarvan ni bil, ne v belo, ne v kako drugo barvo, niso imeli kaj strgati dol. Še nekaj bolj zanimivega. Baje v arhivih Mercedesa obstaja letak, prospekt za Mercedes W25 z datumom 1. marec 34,
kjer ga imenujejo srebrna puščica. Če se spomnite, pravil sem, da so to zgodbo potrdili v 3. 7. točka. Neubauer, von Brauchitsch in Umlaut. Nažalost, znani inženir je prišel v ekipo Mercedesa 2 leti kasneje, 1936. To se pravi, na tisti datum v ekipi ni bil. Obstajajo fotografije belega Mercedesa W25, a žal so z leti naredili preverko teh fotografij, pogledali so negative in ugotovili so, da vse tiste slike, kjer se vidi, seveda črno-bele slike, da bomo na jasnem, bel Mercedes W25 so bile retuširane. Na vseh originalih je ta bolid srebrn. In še, to je bila 8. točka in 9. točka, baje ta zgodba o barvi je resnična. A žal izhaja z neke druge prigode iz leta 1904. Zaključek. Znano je, da Alfred Neubauer je rad pripovedoval zgodbe. In zgodbe, kjer je bil on junak, je ponavadi tudi rad malce olepšal. Mogoče je to zgodbo malce priredil, malce iz različnih virov pobral določene kose in tako spravil skupaj to legendarno pripovedko, katero sem povedal na začetku. Njegovi prijatelji so seveda to zgodbo na njegovo čast tudi potrdili, kajti vseeno Alfred Neubauer je ena izmed legend motošporta, tako da ni bilo lepo, tudi kolegi se niso spravljali na laž. A dejstva, zgodovinska dejstva pravijo, da pravzaprav na tisti dirki ni bilo tisto, kar je Alfred pravil, da bele barve niso strgali in da srebrno barvo nima samo Mercedes, ampak tudi Audi. Samo za zanimivost, če boste pogledali, tretja znana nemška znamka BMW ima še zmeraj tisto klasično nemško belo barvo. To je bilo malce o nastanku legende srebrnih puščic in kaj je vse za njo. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.